Današnje druženje bo potekalo v obliki okrogle mize pod naslovom Ustvarjanje povezanosti, kako lahko Alumni klub prispeva k razvoju univerze in družbe. Med nami lepo pozdravljamo redno profesorico, doktorico Klavdijo Kutnar, rektorico Univerze na Primorskem. Izrednega profesorja Mirka Prosena, predsednika Alumni kluba, predstavljamo in seveda pozdravljamo naše cenjene vabljene goste in pa vas, cenjeno občinstvo v živo, kot tudi gledalce preko spleta. Vljudno prosim rektorico, redno profesorico doktorico Klavdijo Kutnar, da nam nameni nekaj uvodnih besed. Hvala lepa. Lepo pozdravljeni tudi v mojem imenu. Hvala lepa, da ste se odzvali povabilu. Na naši univerzi smo v letu 2021 začeli z novim strateškim obdobjem, obdobje 2021-2027, kjer smo si zadali drzne cilje in izredno pomemben element našega nadaljnjega razvoja je boljše, uspešnejše sodelovanje z našimi diplomanti, z člani našega Alumni kluba. In zato sem toliko bolj vesela, da imamo v tem tednu teden alumnija in sem hvaležna vsem članom Alumni kluba znotraj univerze, ki skrbijo za različne dogodke tekom leta, tako da ste informirani, obveščeni, kaj se na univerzi dogaja. Želeli pa bi si, da bi nam vi še toliko bolj sporočali, kaj se dogaja z vami, kakšne so vaše karierne poti in vsekakor si želimo, da bi iz vaših izkušenj, iz vaših sugestij gradili našo univerzo v naslednjih letih, da bomo sodobna, fleksibilna, hitro odzivna univerza na potrebe družbenega razvoja. In ravno nekaj tednov nazaj je Državni zbor Republike Slovenije sprejel nacionalni program visokega šolstva in pa resolucijo o znanstveno-raziskovalni in inovacijski dejavnosti v Sloveniji do leta 2030 in v oba dokumenta smo pripravljalci implementirali izredno velik pomen članov alumnija za obdobje do leta 2030. Mogoče najlažje na hitro povem, da si želimo, da bi tudi na naši univerzi Alumni klub deloval na način, kot ga poznajo na univerzah na Zahodu. In verjamem, da nam boste pri tem pomagali. Verjamem, da se boste z veseljem vračali na našo univerzo. Se hitro razvijamo, marsikaj je novega vsako leto, tako da vedno z veseljem slišim kakega diplomanta, ko se čez leto dve vrne, pa reče, joj, čist drugače, kaj se je vse razvilo, pa kakšni novi so programi. In to vedno je lepo to slišati. Seveda pa bi želeli, da bi univerza vam nudila znanja in kompetence tudi potem, ko vas pustimo v svet za diplomo, za listino. Danes je izredno pomembno, da univerze delujemo v skladu z konceptom družbe 5.0 in da v bistvu nudimo vsem našim diplomantom priložnosti za izpopolnjevanja v letih po študiju. In to je tudi nekaj, kar smo si na univerzi zadali za cilj in je tudi v nacionalnih strategijah to izredno poudarjeno. Želimo, da se boste tekom svoje kariere vračali k nam po dodatna znanja, po inovativne pristope in mi se bomo trudili, da boste vedno bili v stiku z zadnjimi trendi. Tako da hvala lepa, pa še posebej lepa hvala govornikom na okrogli mizi. Hvala.
Spoštovana rektorica, hvala za ta spodbudni nagovor. Sedaj pa spoznajmo našega predsednika Mirka Prosena. Mirko Prosen je visokošolski učitelj in raziskovalec na Fakulteti za vede v zdravju Univerze na Primorskem. V središču njegovega področja dela je sociologija zdravja in bolezni, zdravstvena nega, babištvo in zdravje žensk. Je aktivni član številnih domačih in tujih strokovnih in znanstvenih združenj ter gostujoči učitelj na Univerzi na Reki, na Fakulteti za zdravstvene vede, kot tudi gostujoči predavatelj na Univerzi v Mariboru, na Filozofski fakulteti in prav tako Fakulteti za zdravstvene vede. Po naravi je večni optimist, ki verjame, da lahko samo povezani in skupnimi močmi premikamo gore. Ponosni smo, da je naš povezovalni člen. Vljudno prosim predsednika alumni kluba Univerze na Primorskem, izrednega profesorja dr. Mirka Prosena, da nam nameni nekaj uvodnih besed. Hvala lepa. Ne se ustrašiti, lista ne bom toliko dolg. Najprej seveda spoštovani vsi gosti, spoštovana rektorica, spoštovani člani alumni kluba Univerze na Primorskem, predsednica in sodelavci, ki z mano soustvarjajo ta alumni in seveda drugi vabljeni gostje. Veliko veselje mi je, da vas pozdravim na prvem takem srečanju alumni kluba Univerze na Primorskem in v tednu alumni UP, ki ga letos obeležujemo prvič in katerega namen je seveda nekako opozoriti na aktivnosti in spostaviti aktivnosti alumni kluba Univerze na Primorskem. Hkrati pa želimo tudi s takim dogodkom prispevati k dvigu zavesti o tem, da je povezanje med diplomanti in univerzo tudi po zaključku študija izjemnega pomena. In nenazadnje želimo pozoriti tudi na aktivnosti, ki jih organizirajo alumni klubi članic za svoje člane. V preteklem letu, jeseni, smo začeli z delovanjem alumni kluba na Univerze na Primorskem veliko bolj temeljito. Zastavili smo nekatere temelje osnovnega delovanja in hkrati recimo s tem tudi uresničili tiste osnovne cilje za potem nadgradnjo, kateri gremo v naslednji fazi, se pravi vsebinsko nadgradnjo. In tukaj seveda sem ponosen na kolege, s katerimi sem tukaj sodeloval in tudi hvaležen za njihovo pomoč. Se pa hkrati tukaj tudi zavedam, da gre dejansko tukaj za začetek razvoja, za začetek poti in obenem seveda tudi veliko odgovornost do tega, da dejansko uresničujemo aktivnosti alumni klubov članic in zavezo do svojih članov. Idej nam ne zmanjka in tukaj seveda smo v veliki meri poskušali letos to zapisati tudi v akcijski načrt do leta 2025. Tako da verjamem, da bomo veliko teh idej tudi v tem obdobju uspeli realizirati. Mogoče za zaključek samo to, da izpostavim današnji dogodek kot tisti osrednji dogodek v tem tednu. Ideje, kako razvijati naprej podoben dogodek, bomo še razvijali tudi do prihodnjega leta, zato ker imamo v prihodnjem letu tudi druge plane v povezavi s tem. Vsekakor verjamem, da bo danes večer prijeten in sproščujoč. Ob koncu bi se še zahvalil predvsem v imenu alumni kluba rektorici, ki je naša pokroviteljica, in seveda kolegom, ki so organizirali ta dogodek danes. Tako da toliko z moje strani. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod predsednik, za ta spodbudni nagovor. Sedaj pa je čas, da predstavimo naše cenjene vabljene goste. Z nami so, če gremo iz vaše leve, desne, ne vem, leve, hvala. Tjaša Likar, alumni članica Fakultete za humanistične študije, po izobrazbi diplomantka, diplomirana antropologinja in po izobrazbi diplomantka antropologije in kulturnih študij, ki svoje znanje in izkušnje spretno uporablja pri svojem delu. Pravi, da je študij dal širino za razumevanje in delovanje na raznolikih področjih dela. Zaposlena je v turističnem združenju Izola, kjer skrbi predvsem za stike z javnostjo in projekte. Fleksibilnost, kreativnost in nenehni izzivi so pri njenem poklicu, kot pravi sama, priložnost za profesionalno kot tudi osebnostno rast. Tjaša, dobrodošli.
Na Tjašini levi strani je z nami Marko Grgurovič, alumni član Fakultete za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije. Marko Grgurovič je doktorski študent računalništva in informatike. V času študija je opravljal delo asistenta na omenjeni fakulteti, sicer pa deluje v industriji razvoja računalniških iger. Je tudi direktor in ustanovitelj enega izmed največjih slovenskih podjetij v tej panogi, podjetja Triternion. Dobrodošli, Marko. Vasilij Žbogar, alumni član Fakultete za menedžment, kjer je tudi diplomiral, je prvi Slovenec z olimpijsko medaljo v jadranju, športnik Primorske in nasploh bi o njegovih vrhunskih športnih dosežkih lahko naštevali še in še. Zadnje pol leta pa študira meteorologijo. Pozdravljeni, Vasilij. Na drugi strani tega omizja je z nami Elen Stanič. Elen je alumna članica Pedagoške fakultete in zaključuje magistrski študij razrednega pouka in inkluzivne pedagogike, saj, kot pravi sama, jo zanimajo različna področja vzgoje in izobraževanja. Pravi tudi, da je razredničarka najboljšim petošolcem na svetu, poučuje namreč na osnovni šoli Koper. V želji, da ohrani to mladostno energijo in zagnanost tudi v prihodnje, ji želimo še več dobrih razredov in seveda čim prejšnji zaključek študija. Pozdravljeni, dobrodošla. Z nami je tudi izredna profesorica doktorica Sabina Ličen, alumni članica Fakultete za zdravstvene vede. Sabina Ličen je izredna profesorica in raziskovalka na omenjeni fakulteti. Kot raziskovalka sodeluje v več mednarodnih projektih, ki vključujejo dostopnost do zdravstvenega varstva za migrante, etnične manjšine, neenakost v zdravstvu, preučujejo kulturne kompetence zaposlenih v zdravstveni negi, se osredotočajo na digitalno pismenost učencev, učiteljev v povezavi z e-izobraževanjem ali preučujejo finančno pismenost študentov zdravstvenih ved. V prostem času pa rada kuha in peče. Sabina, dobrodošli. In še naša zadnja gostja, ki se je prijazno odzvala vabilu alumnega kluba, je Ajda Zvonar, alumni članica, magistrantka Fakultete za turistične študije in predstavnica za odnose z javnostmi na Fakulteti za družbene vede Univerze na Primorskem v Ljubljani. Da preverim, kako me posluša. Da se malo sprostimo za nadaljevanje, ko vam predamo besedo. Tako. Torej, v svoji karieri je zamenjala različna delovna mesta, vezana na organizacijo dogodkov, radio in ne nazadnje tudi turizem. Podkrepila pa je vse to svoje delo z mednarodnimi izkušnjami iz Španije, Italije, Norveške, Portugalske in Islandije. Zase pravi, da se veseli izzivov in posledično načrtuje še več meddržavnih obiskov, ki bodo pripomogli k njeni uspešni nadaljnji poti. Lepo pozdravljeni, Ajda. Še enkrat hvala lepa, cenjeni gosti, da ste se odzvali vabilu in da se lahko srečamo v živo. Če dovolite, bomo začeli malo nostalgično. Vprašanje je enako za vse vas, člane našega omizja. Torej, če začnemo na moji desni. Kakšne spomine imate na čas študija na našo oziroma vašo univerzo, fakulteto takrat? Moja pot na univerzi se je začela davnega leta 2007 in tako, kot sem že v predstavitvi napisala, v bistvu se zdi kar hecno, da lahko rečemo 15 let nazaj, ne? Spomini so vsekakor lepi, predvsem na to širino, ki ga je dala fakulteta oziroma študij na antropologiji. In ja, takoj bi se vrnila nazaj z vsemi izkušnjami, ki jih imam in predvsem s tem zavedanjem, ki ga imam sedaj, ker verjamem, da bi še bolj v polnosti izkoristila to, kar je študij ponujal. Ja, tako, jaz sem tudi nekje takrat začel ta šolska leta, me vedno medel ali 2007 ali 2008,
eno od teh dveh. Takrat dejansko se je Famnit, mislim, da prvo leto tudi začel in bilo je super, da sem lahko, da mi ni bilo treba v Ljubljano iti, no, ker sicer bi bila ta edina druga opcija, ker sem hotel študirati računalništvo in informatiko, ampak sami lepi spomini, tako da upam, da raste pa da je vedno večno. Ja, lep pozdrav. Moja pot je bila prvo dolga, na začetku trnasta, pol pa je šlo malo boljše. Jaz sem malo starejši, verjetno najstarejši od vas. Sem začel študij 94. Takrat je bilo zelo kompleksno, ker je bila Mariborska fakulteta in podružnica v Kopru in treniral sem in mogel sem hoditi gor, kakšenkrat v Maribor, študiral sem ekonomijo. Tukaj je bila izredna, vsake toliko so bila predavanja, pa niso, pa sem hotel izpite delati, pa sem šel v Maribor, pa tisti dan pol unga izpita ni bilo, pa sem se vračal nazaj, takrat v Mariboru trebalo 3 ure in pol. Potem sem šel v Trst v šolo, sem probal tam, sem mislil, mogoče je tle bližje, usklajevanje, šport, tudi tam ni šlo, jezik, zelo kompleksna zadeva, biti na nivoju tudi tam. In potem na veliko srečo se je odprla ta fakulteta v Kopru, ker si morajo vsi zavedati, kakšno priliko ima današnje generacije, da imajo takšno paleto možnosti študija tukaj v Kopru. Jaz tega nisem imel, srečo sem dobil v kasnejših letih in sem potem tudi tukaj na menedžmentu končal študij. Seveda, moj študij je trajal skoraj več kot 15 let, ampak sem vztrajal, želel sem si končati. Veselil me je študij vedno bolj sem študiral, bolj me je nekako gnalo k temu, da se še bolj učim. Nekako sem začel zavedati pomen študija tudi kasneje, ne vem zakaj, mogoče sem bil toliko pri športu in tega študija tako nisem na začetku se dobro zavedal, sem ga gledal kot pač samo nekaj moram končati in potem z leta v leto sem nekako bolj užival v tem študiju in čim sem imel priliko in največ prilik sem imel po poškodbah, da sem lahko celo sedel v učilnici in poslušal predmete in meni je bilo to, mi je postalo izjemno všeč, tako da moj študij se še vedno nadaljuje, zdaj, kot ste rekli prej, študiram meteorologijo, ki je povezano zdaj s trenutnim mojim delom. Želja pa je, pred covidom sem se želel upisati na kineziologijo, tudi tukaj. To se ni še zgodilo, ampak želja je, da končam tudi to fakulteto, kajti, kot sem rekel, tudi je precej povezano s tem mojim delom, trenutnim trenerskim delom oziroma v športu, kjer nisem mislil, da bom končal, ampak evo, tudi to me nekako stvar za stvarjo povlekla, vsaj pri meni se nič ne zgodi slučajno, vse mora nekako ustrajati, ampak ja, izredna prilika je tukaj in zdaj, kot sem povedal, če je bila na začetku pot težavna, je pa zdaj z veseljem bom zagrabil vsako priliko, ki bo prišla. Super, hvala lepa. Tako, zdaj, če mogoče besede gospoda Žbogarja uporabim za odskočno desko, ne vem, če ste opazili, ampak glede na to, da je on najstarejši, jaz sem pa najmlajša. Moja pot se je namreč začela pot študija leta 2014. Prišla sem iz Ljubljane v Koper, torej iz srednje šole na pedagoško fakulteto, polna energije, entuziazma in sem nekako ta študij zagrabila na polno oziroma ga zajela z globoko veliko žlico, da sem pa to lahko sploh ohranjala oziroma to naredila, je predvsem k temu pripomoglo to, da se tukaj v Kopru na splošno kot mestu, pa tudi na pedagoški fakulteti, vključno z vsemi profesorji, pa tudi sošolci, nisem počutila zgolj kot številka, ampak je bilo to zame eno okolje prijetno, okolje, kjer sem čutila, da lahko participiram, da se vključujem v različne organizacije in da lahko v bistvu prisostvujem in pri svojem procesu študija in pa tudi nekako dam od sebe
marsikaj tudi profesorjem in seveda sem od njih tudi veliko dobila. Moji spomini na študij so torej zelo prijetni, zato ga mogoče še kar vlečem oziroma ne zaključim, ampak no, šalo na stran, zelo, zelo prijetni spomini in na študij in na mesto, tako da nimam ničesar negativnega za povedati. No, tukaj sem se vedno dobro počutila in zato tukaj tudi ostajam. Ko sem bila povabljena na to omizje, sem mogla prav malo razmisliti, kam me je vodila pot oziroma zakaj sem sploh začela, kako sem se znašla tu. Jaz sem namreč se vpisala v takrat še Visoko šolo za zdravstvo leta 2003. Nismo niti šole imeli, mislim, da je bila komaj univerza se ustanavljala takrat. Imeli smo predavanje v kinodvorani v Izoli in nam je takrat, danes moja sodelavka iz referata, vozila grafoskope iz ene učilnice v drugo, kar z avtom. Ampak moram reči, da takrat je bil vsaj letnik, tisti letnik zelo povezan, lepe spomine imam, še danes se videvamo. Kaj mi je dal študij? Jaz sem takrat dejansko pustila službo za nedoločen čas in se odločila iti študirati. Bila sem stara 30 let in doma so sigurno vsi jokali, so rekli, kaj si se zdaj, imaš 2 otroka. Ampak sem se tako odločila in mi ni žal. Danes sem zaključila vse 3 smeri tukaj na univerzi, 1., 2. in 3. stopnjo. Sem zelo ponosna na to in včasih zelo ponosno tudi pogledam vse tiste moje spričevala in plakete in nagovore in sem zelo hvaležna tudi prvi dekani, dr. Nadi Plazar, ki mi je takrat vzela službo. Jaz sem bila kot študentka in sem pol tudi na fakulteti ostala. Vse od takrat, od moje diplome leta 2007. Dala mi je sigurno veliko, ko zdaj pogledam nazaj. Ne morem verjeti niti, da je toliko let. Spoznala sem veliko študentov. Veseli me, da sem tukaj z vami in me veseli, da bomo klepetali. Zdaj, če bi vedela, da je rektorica tle, ne bi rekla, da rada kuham in pečem v prostem času, ampak da raziskujem in pišem članke. Tudi jaz sem mogla pravzaprav pogledati v CV, kako je ta pot sploh šla in katerega davnega leta je to že bilo. Moram reči, da sem je pravzaprav takrat čudno gledala. Jaz sem bila na gimnaziji Poljane v Ljubljani in zakaj se jaz zdaj odločam na Primorsko, pa na drugo univerzo, pa turizem, kje sem to najdla. Ampak je bila prava odločitev. Začela delati sicer izven turizma, šla sem na izredni študij v Ljubljano in je bilo fajn, ker sem ves čas sproti tudi delala in mi je dalo ogromno izkušenj, kar mi je seveda potem tudi pomagalo pri zaposlitvah in tako naprej. Zakaj pa sem se odločila? Pravzaprav smo že takrat leta 2002, ko sem pisala turizem, organizirali eno 3-stransko izmenjavo Malta, Španija, Slovenija. In morda je bil to en prvi znak, da jaz pa mogoče v tej smeri nekaj želim in sem se vpisala na turistiko, jo v tem času tudi končala in potem tako vpisala magisterij, kar pa je potem trajalo 10 let, da sem ga zaključila. In moram reči, da mogoče je bilo smiselno. Če zdaj pomislim, je žal, ali pa mogoče sem bila celo premalo zrela za študij takrat. In jaz se smejati resno velikrat pomislim, če se bom vrnila v turizem, bi se mi zdelo smiselno vpisati še enkrat, ker vem, da na turistiki posodabljajo predavanja, da so se stvari v turizmu močno spremenile. Spomnim se predavanj iz računovodstva, ki so bila zahtevna in vem, da bom to rabila. Tako da večkrat pomislim pravzaprav, da morda bo pa treba še enkrat iti, če se bom odločila, da grem na nekaj svojega ali pa da kaj zamenjam. Tako da definitivno na turistiki je zelo lepa izkušnja, kaj bo pa prinesla prihodnost, pa kdo bi vedel. Ja, hvala lepa, mogoče zdaj, če kar nadaljujemo pri vas. Kako je študij na Univerzi na Primorskem zaznamoval vašo karierno pot oziroma profesionalni razvoj? Nekaj ste že ošvrknili, pa vendarle. Točno to sem mogla pogledati v CV, torej začel se je s to 3-stransko izmenjavo, potem sem vpisala turistiko. Po turistiki sem pravzaprav delala sicer različne dele, pa malo v wellnessu, pa tako naprej.
Ampak očitno je že ta prva organizacija te tristranske izmenjave bila posledično tudi moja diplomska naloga, ko sem pisala pravzaprav o možnosti financiranja turističnih projektov s programi EU. Tako da, ko sem pogledala CV, nikdar se mi ni zdelo, da je ta pot zelo povezana, moja poslovna pot z izobraževanjem, ampak dejansko se potem pokaže, da je bila. Se potem s to diplomsko nalogo pravzaprav šla na Radio Evropa, ki se je ukvarjal z evropsko politiko, vsebinami in tako naprej. Začela tam voditi oddaje, prevzela uredniško mesto, potem pa se vpisala na magisterij in magisterij mi je dal misel, da zdaj pa jaz moram nazaj v turizem. In sem šla na turistično agencijo, ki se je ukvarjala s poslovnimi potovanji. Mogoče mi je bilo takrat to malo prebirokratsko, hkrati začela pomagati pri organizaciji dogodkov na Fakulteti za družbene vede v Ljubljani. Si nikoli mislila, da bom tam tudi ostala, ampak življenje preseneti in zdaj se že nekako že približno 10 let ukvarjam z odnosi z javnostmi. Potem pa naprej bomo videli, kako. Moja karierna pot je zelo zanimiva in nikoli si nisem mislila, totalno sem se prepustila in me je pripeljalo do tle. Jaz sem se leta 1992 zaposlila na ortopedski bolnišnici Valdoltra in leta 1998 sem ostala doma, ker sem dobila prvega otroka. Zaradi tega, ker je tudi mož delal v takem poklicu, jaz sem takrat delala kot zdravstveni tehnik in je bil urnik takšen, moj mož je bil policist, vsi starši so bili zaposleni, še babica je bila takrat zaposlena, nisem imela kam dati otroka, jaslic takrat še ni bilo in sem se odločila, da bom pustila in bom ostala doma. Pol sem končala v družinskem biznisu, gostinstvu. Rekli so mi, da sem naredila več škode kot koristi, ker pač ne zaradi drugega, to je gostinstvo, jaz sem pač delam v skrbstvem poklicu in so me celo zaposleni večkrat opominjali, da nisem zaposlena na socialnem, ampak meni so se včasih ljudje smilili in pač tam sem mogla nekaj pokasirati, pol so me dali v kuhinjo, pol sem tam pekla pice nekaj časa. Pol sem se celo hotela vrniti nazaj v Valdoltro, ker sem videla, da to ni nič, mislim, da iz tega ne bo nič. Pol mi je takratni direktor rekel, gled Sabina, odprla se je Visoka šola za zdravstvo, zdaj srednji kader ne zaposlujemo več, naredi takrat to, diplomiraj pa te vzamemo nazaj. In jaz sem res pohitela v to šolo, sem bila pridna, sem dobila nagrado za najboljšega diplomanta, sem se res trudila, da bi me nazaj v službo. Ampak se je takrat na dekani odločila, da bi pa mi je ponudila službo na fakulteti. In sem jo sprejela. In od takrat sem tam, pol sem končala še magisterij in na pedagoški tudi 3. stopnjo edukacijske vede in zdaj sem tle, to je cela moja kariera v 20 letih in če zdaj pomislim, bi še enkrat se enako odločila. Ker ko obiskujem še danes kolegice, seveda grem na kakšno kavico v Valdoltro, ampak vidim, da se je meni skozi nekaj dogajalo. Čeprav mi ni bilo najbolj lahko, sem študirala z majhnimi otroci in tako naprej, ampak bi še enkrat se ponovila. Ker če se ne ustaviš, pravijo, da se ne zastaraš in jaz sem verjetno druga najstarejša. Čeprav se mi zdi, da sem prva Vasilija, ampak okej, hvala ti, ne zastaraš in to je resnica. Ko se nehaš enkrat učiti, takrat verjetno pade človek v neko rutino, jaz si tega zdaj ne morem več privoščiti, mi je preveč lepo življenje, ki ga imam, čeprav je včasih težko. Ampak se zmeraj uredi in pol si človek reče, ne bom več dopustil, da se mi tako nabere in to se spet nabere naslednji mesec. In to je ful zanimivo, ampak tako je zdaj tašno moje življenje in ga imam rada. Jaz bi, če odgovorim na vprašanje, kako je torej študij na Univerzi na Primorskem vplival na moj profesionalni razvoj. Zagotovo je bila ta pedagoška fakulteta, na kateri sem študirala, ena odskočna deska, ki mi je ponudila v začetku oziroma v letih študija možnost prakse, da sem spoznala neke delodajalce, področja, na katerih se lahko zaposlim.
Takrat še kot študentka prvostopenjskega študija predšolske vzgoje sem začela delati tudi v vrtcu, kar sem si od 4. leta iz otroštva želela. In potem mi je v bistvu dalo možnost tudi to, da sem ugotovila, da to v bistvu vrtec ni to, kar sem si želela, oziroma da si želim mogoče raziskati še kaj drugega. Zato sem se ponovno oziroma naprej upisala še najprej na študij inkluzivne pedagogike, tudi opravila prakso le-te in v njej seveda noro uživala, sem pa po spletu na ključi pristala tudi v razredu, kar mi je dalo tako mislim, videla sem, da potrebujem še en razmislek močen in v bistvu potem kasneje ugotovila, da si želim še enega študija, razrednega pouka. Tudi na razrednem pouku sem opravila prakso in v bistvu zdaj nekako se našla tukaj, za kar sem zelo, zelo vesela. Tako da predvsem študij na Univerzi na Primorskem oziroma v Kopru, ki je mesto razvito oziroma mesto, ki se še bolj razvija in nudi neke možnosti zaposlitve, oziroma zaradi tega sem vesela, da sem imela vse na dosegu roke, kadarkoli, kogarkoli poklicati, kamorkoli iti na obisk, pogledati, kako stvari potekajo, in se mi zdi, da če dosti stvari vidiš, dosti stvari poskusiš, v bistvu ni rečeno, da veš, kaj si želiš, veš pa, kje ne boš, in tudi to je nekaj, tako da sem vesela, da je temu tako. Vasilij, pri vas? Ja, ko bi rekel, pri meni je bolj mogoče delno. Zakaj? Jaz sem odvedno želel študirati ekonomijo, tudi sem srednja šola, potem fakulteto in sem tudi diplomiral iz tega, ampak težava je bila v mojem času, da nisi praktično mogel delati paralelno športa in študija. Da bi lahko potem, končam šport, grem nekam delati neke ekonomske sfere, bančništvo ali pa karkoli drugega. Tako da jaz sem študij končal in potem nekako nadaljeval športno pot, in ko se je športna pot končala, je tako, kot so prej povedali, se te stvari toliko razvijajo, da dejansko zgubiš eno leto, si že ogromno zgubil vsega, tehnologija, vse, to se vse tako razvija, da je zelo težko že sam tempo držati temu. Sigurno sem nekaj izkušenj iz šolstva, kar mi je bilo sigurno dobro pri pridobivanju sponzorjev, pri teh zadevah se mi je zdelo, da sem neke stvari od šole vzel, od univerze vzel in sem uspel naučiti, zato ker sem si sam iskal sponzorje, sam nikoli nisem imel menadžerja, sem si bil sam svoj menadžer in sem glede na jadranje, mislim reči, da sem si kar dosti tega denarja nabral, ki vidim, da drugi se lovijo in ne uspejo nikakor niti približno toliko. To pa je zato, ker sem imel neke študijske osnove. V tem trenutku pa, kot sem rekel, žal prilike v ekonomiji nisem imel, tudi zdaj direktno, tudi jaz družina in vse skupaj, in pol te nekako seveda moraš zagotoviti neko socialno varnost, in sem se nadaljeval delo v tem, kar sem do zdaj delal, se pravi v športu, sem športni trener na Irskem, zaposlen, in vidim pa, da mi je to zdaj velik izziv in sigurno že razmišljam, kako se bom upisal na kineziologijo, da lahko vidim, da koliko stvari lahko še izboljšam, in sigurno študij mi bo to pomagal, ker druge zadeve ni, ker če ne bo to se vleklo v nedogled. Tako da evo, na pol. Ja, jaz sem najprej, ko sem se upisal na dodiplomski študij, v tistih 3 letih ga zaključil, nisem imel nekega, mislim, vedel sem, da se hočem ukvarjati z računalništvom pa informatiko, nisem pa imel nekega zdaj cilja, kaj konkretno. In v času študija sem vzljubil tale raziskovalni del in me je ful povleklo not. Takrat sem potem tudi, takoj ko sem končal, se upisal še na magistrski študij, pa ga končal v 2 letih in takoj naprej na doktorat. Potem pa po enem letu ali 2 sem se začel malce igrati dobesedno z razvojem računalniških iger, nisem imel pač nobenega plana, tukaj je bilo res tako
čisto sproti in takrat sem malce nehal tisti doktorat, ne. Malce sem dal na pauzo in od takrat še vedno nekako se ukvarjam s tem doktoratom, ga vlečem že nekaj časa. Imam zagovor sicer kmalu, tako da bo šlo. Ampak od takrat nekako delam v tej industriji razvoja iger in se samo pač pot se je tam nekako prenesla na to stran. Je pa tako, da je študij stalno prisoten, stalno so matematika in algoritmi, ki se uporabljajo na tem področju, tako da tukaj je absolutno stalno prepleteno. Tako da, ja. Jaz, ko sem izbirala študij, iskreno vedno sem si želela delati z ljudmi. In neka prva ideja je bila, jaz bi bila psihologinja, ne? Ma vemo, kako je v srednji šoli, pač vsi smo nekje v oblakih. Potem sem na prvo mesto vpisala takrat socialno pedagogiko in šele na to je prišla antropologija in kulturni študiji. Zakaj? To je bil seveda zadnji moment, sem izpolnjevala to prijavo. Ma ja, kultura, družba, to zveni tako super fajn, ne? Tle se najdem na morju, ne? Ker namreč sem drugače blizu Ajdovščine doma. To bo to, ne? Če pač ne bo prvo šlo skozi. In pač sem bila sprejeta in je bilo super, ampak bila je samo ta ideja, želim si delati z ljudmi. In potem, ko sem začela študirati, v bistvu so se kar odpirale neke nove sfere, novi pogledi. Študij je bil absolutno drugačen. Učil nas je predvsem razmišljati, ne? Kar kritično razmišljati in pisati. In se mi zdi ta čut za ljudi in smisel za komunikacijo in izražanje in pisanje, predvsem to je nekako pripomoglo, ne? Tudi naprej k moji karierni poti. Mogoče prej nisem povedala, jaz sem zaključila tukaj na antropologiji. Želela sem iti na podiplomca tudi antropologijo, ampak nekako me predmetnik ni povlekel. Poleg tega bil pa še en drugi faktor, ne vem, ta študentska leta tako niso bila z neko jasno vizijo zares, ne, kar verjetno se dogaja dostim, ne. Potem sem se vpisala na medijske študije na podiplomca in tudi nekako ni šlo, ne. In sem končala na pedagoški, na inkluzivni pedagogiki, ampak ja, tu me tudi čaka še magisterij, pač, da ga zaključim, ker namreč tik pred magisterijem sem pač, mi je življenje postavilo pred ene druge izzive, take zelo težke in sem se pač nažalost ali na srečo, če gledam zdaj, kako sem se v tem času izoblikovala, pač ukvarjala s tem. Tako da ja, če nekako zaokrožim, študij je v bistvu bolj posredno vplival na mojo karierno pot. Predvsem mi je dal to širino, no, kar sem že prej omenila in s pridom uporabljam v odnosih z ljudmi pač vse te veščine, ki sem jih pridobila na fakulteti. Ja, hvala lepa. Alumni klubi imajo v tujini, zlasti v anglosaškem svetu, bogato in dolgo tradicijo, ki je močno povezana s častjo in močnim občutkom pripadnosti. Kako vi, dragi gostje, gledate na ta združenja diplomantov, na alumni klube? Pa če pri vas, Tjaša, začnemo. Če izhajam čisto osebno iz sebe, pač ena mojih vrednot je tudi ta občutek pripadnosti, ne? Tako da vsekakor je to pač občudovanja vredna zadeva in si želim, da se bi tudi pri nas čim bolj razvilo, ker mislim, da samo povezani s tem občutkom, da nekje smo in da delimo iste misli, ideje z ljudmi, lahko rastemo in profesionalno in pač tudi osebnostno, no, tako. Ja, se tudi pridružujem tem mnenju, drugače, mislim, zdi se mi tako zelo fajn videti kakšne stare obraze spet ponovno, pa ne sem, da nekoga srečaš na ulici, ne, pa seveda druženja, mreženje še posebej, gledam to, da smo tako majhna država, je recimo kot deloiskalec ali delodajalec, zelo pogosto srečaš nekoga, ki je iz enega izmed teh 3 univerz, ker drugače itak nekjer drugje ne more biti.
Tako da je tako, dosti krat tudi, ko recimo gledamo kakšne prijave kot delodajalec, recimo, ko nekoga iščemo, dosti krat vidimo, aha, ta je pa iz tlene. In dosti takih mreženj bi se lažje zgodilo, če bi bili vsi nekako fizično v kakšni lokaciji, kdaj kakšno druženje imeli in tako naprej. Tako da jaz mislim, da je super iniciativa in zelo podpiram. No. Ja, absolutno. Jaz iz mojih izkušenj lahko povem, da v svetu športa v jadranju sem bil del ene organizacije, druženja ljudi in evo, splet okoliščin, tam sem spoznal ogromno ljudi iz celega sveta, ogromno drugih športnikov, ogromno trenerjev in po končani športni karieri mi je prav eden od teh povabil na Irsko delati, tako da mislim, da so te stvari zelo pozitivne in to združevanje in širjenje znanja in izkušenj, da je ključno dan danes v tem svetu za se nekaj pokazati in za imeti neko priliko. Tako, jaz bi tudi rekla, da je mreža teh ljudi, mreža znanj na čisto vsakem od področji zelo pomembna, ne? Zdi se mi tudi smiselno, da mogoče vrniti nekako uslugo, glede na to, da sem znanja, teoretična znanja toliko let tekom študija prejemala. Na tem mestu se mi zdi smiselno se povezati z ljudmi, mogoče s fakulteto, s profesorji nazaj in jim nekako vrniti to uslugo oziroma povedati, kaj pa jaz zdaj ugotavljam, mogoče da ne bo izvenelo prepotentno, ampak konec koncev povedati, kaj pa lahko jaz njih naučim nazaj, ne, jim dati neko povratno informacijo, po čemur konec koncev vsi hrepenimo, ne. Tako da absolutno se mi zdi zelo pomembno povezovati se, iskati znanja, jaz pri nekomu drugemu, on pri meni, iskati skupaj nova znanja, tako da podpiram, no. Ja, vsi ste prav povedali. Jaz sem tudi močen ta čut za pripadnost in to, da nekako vrneš tam, kjer si študiral, se mi zdi lepo. Res, da imajo ta združenja v svetu zelo pomembno vlogo, ampak to na univerzah, ki imajo res večletno tradicijo. Naša univerza je razmeroma mlada, je polagala trud od začetka mogoče nekam drugam. Že dolgo se je govorilo o tem alumniju, bili so neki zametki, danes v taki obliki se jaz veselim, zares. Pričakujem, da se bomo veliko družili, da bo ta pomen te zavesti rastel, da bo končno zaživel tako, kot se spodobi, zdaj imamo že vseeno, smo tudi več kot polnoletni na univerzi, in da se bo videl ta naš ugled, ta naša pripadnost, ta naš, v bistvu, da bomo vrnili nazaj, no, to, kar smo dobili in da bo to dejansko izgledalo tako kot neko druženje. Ja, se strinjam, sem vesela, no, da smo to končno začeli v taki obliki. Ja, bi rekla tudi jaz, verjetno se univerzi ne reče za brez veze alma mater, oziroma nas vse veže neka čustvena navezanost in verjetno smo iz tega razloga tudi danes tukaj, da smo se odzvali temu. Zdi se mi zanimivo in sploh v zadnjem času ali pa v tem digitalnem obdobju univerza ni poklicna šola. Univerza daje znanje in kje ga bojo študenti ali pa diplomanti potem uporabili na zelo na raznovrstnih poklicih in mnogokrat, ko študiraš, niti ne ve, tega poklica sploh še ne obstaja. Torej ti z znanjem greš ven in ja, še kako pomembno se mi zdi, da potem te izkušnje vračaš univerzi, sploh pa to mreženje in se mi zdi sploh recimo na ameriških univerzah, ogromno vpisov je prav zaradi te povezave s poslovnim svetom, zaradi poslovne uspešnosti in tako naprej in seveda moramo tudi mi to pospešiti in ne pravim sploh, da je vse, kar pride iz zahodnega sveta dobro, absolutno je treba premisliti in adaptirati našemu okolju, definitivno pa pozdravljam taka prva združenja, mreženja, da gradimo skupaj zgodbe naprej. Pa vas mogoče še izzovem z enim vprašanjem, kako pa vidite razvoj Združenja diplomantov, alumni kluba, katere aktivnosti bi želeli vi kot člani alumni kluba oziroma člani alumni kluba vaše fakultete bodoče?
Jaz bi rekla, da bi bilo pri tem treba biti pozoren na to, da smo vsi imamo premalo časa. In ko ti daš, ne vem, recimo do 8 ur spanja, pa hrano, pa službo, pa družino, ostane zelo, zelo malo časa, kar pomeni, jaz bi rekla po lastni izkušnji, da se bojo ljudje odzvali na dogodke samo, če bo prišlo do tega exchange of value, a ne? Da imam jaz interes, da pridem na ta dogodek, da je neka pomembne informacije dobim tukaj, da je vredno. Tako da bi pa vse rekla, da je treba ohranjati tudi identitete posameznih fakultet, ki so si zelo različno. Govorimo o turizmu, govorimo o zdravstvu, govorimo o menedžmentu in tako naprej. Tako da se mi zdi ta skupna univerzitetna pot absolutno prava in najboljša. Hkrati bi se mi zdelo pa pomembno, da se ohranja tudi identiteta posameznih področji in pa fakultet seveda. Ja, zdaj razmišljam na ta odgovor, da morda res, kako smo s časom in kaj bi želeli. Zdaj sem na hitro pomislila, da imamo že mednarodni teden. Lahko bi imeli tradicionalno določen čas, ki bi bil namenjen tem druženju, bi potem bilo za vse lažje verjetno, ker bi se fokusirali na to. Jaz si to predstavljam predvsem v mreženju, druženju, veliko dobre volje in mogoče, da se tisti, ki smo zaključili tle, pripravimo mogoče na neka vprašanja študentov ali pa tisti, ki bi prišli takrat na alumni, da bi jih morda, ne vem, kakšne odgovore dali, katere iščejo, pa ne vejo, kje bi jih najdli, kje je boljše kot med nami. Predvsem pa veliko druženju, ne tako zelo formalno, si jaz to predstavljam, malo bolj neformalno, ker se mi zdi, da se takrat bolj ta mreženja dogajajo. Pa tudi malo formalnega, no, da ne bo samo. Tako, tudi jaz se spomnim, da ko sem iskala odgovor na kakšno vprašanje v smislu, oziroma v povezavi s študijem, sem koga vprašala, seveda nekoga, ki je starejši od mene in ki je načeloma hodil po isti poti, ne. Tisti odgovor oziroma tisto njegovo mnenje mi je največ pomenilo. Kljub temu, da mi je mogoče marsikateri profesor povedal svoje mnenje in mogoče celo kaj olepšal, poskusil prikazati na mislim, z njegovim pogledom na to stvar. Zagotovo sem najbolj zaupala mnenju tistega, ki je hodil po moji poti. Tako da si želim, da bi nekdo mogoče enkrat v mojem odgovoru, v mojem mnenju videl ravno to neko varnost, zaupal v to, tako da veš, Lovro, da se veliko pogovarjava o temu in da je v bistvu nekako to, verjameš najbolj tistemu, ki je nekako v tvoji stroki oziroma ki je skupaj s tabo, oziroma ki veš, da je nekaj že dal čez na tvojem področju. Tako da si želim dati od sebe konec koncev mlajšim generacijam marsikateri odgovor, ki ga iščejo. Se mi zdi to zelo pomembno, ja. Absolutno v neformalnih druženjih, katerih sem bila velikokrat deležna tudi sama in tudi tam spletla marsikatero mrežo, ki jo verjetno pletem še danes. Tako. Ja, mislim, da ta povratna informacija iz mogoče realnega sveta v študente, to je ključnega pomena, da se vzpostavi in da se razume in da tudi študentje, ki imajo vprašanja oziroma tudi profesori, ki imajo vprašanja, se spomnim, proti koncu sem bil že starejši od večino, če že prileti od profesorjev in je čist drugi odnos, ki sem ga imel, ko so bili nekako profesori starejši in tudi pogovor in diskurs, ki smo ga imeli, bil čisto drugačen, kot ko sem bil mlajši. Tako da ja, ta informacija, to mora krožiti obvezno. Ja, mislim, da je kar tako zahtevno tako zadevo začeti, pa jo zalaufati. Še posebej zato, ker ni mase ljudi, ki bi se udeleževali, se tudi ostali ne bojo, ker nekako ni ravno tistega izmenjave, tiste vrednosti, ki jo pridobiš od tega. Tako da ja, mislim, da je ključno seveda neformalna druženja, ampak predvsem to, da se vzpostavi eno maso ljudi, ki bojo prihajali, pa ki vejo, da bojo tam in da se bo kaj od tega dalo tudi dobiti, da ne bo samo druženje brez nekega razloga. Tako da ja. Jaz vidim največji izziv v tem, kako narediti ta preskok iz druženja našega do življenja na drugi strani.
Se pravi, kako predstaviti javnosti, ne vem, delodajalcem nekim potencialnim, tudi kakšen kader se sproducira tukaj na univerzi. Ne dvomim, da tukaj bojo zorele ideje in bojo šle tudi v življenje, dobile neko formo, ampak to, kako, na kakšen način res sporočiti, kaj se tukaj dogaja. In predvsem kaj lahko ponudimo. Ker res, ko so me vprašali v času študija, kaj študiraš? Kulturne študije na antropologijo. Kaj pa je to? Se to ne boš dobila službe? Ne, to. Mogoče predstaviti, da lahko veliko damo. Ja, mogoče imam še zadnje vprašanje za vse vas, spoštovani gostje. Bomo začeli spet pri Tjaši, če se strinjamo. A ste mogoče lahko čim bolj konkretni? Danes imamo torej prvo srečanje alumni kluba, vsi ste iz posameznih članic fakultet, torej Univerze na Primorskem. Imate mogoče kakšno idejo ali pa zdaj, ko ste se pripravljali na to okroglo mizo, kaj pa bi lahko naredili, kaj pa bi, ne vem, mogoče jaz oziroma moja skupnost lahko ponudila svežim alumni članom oziroma preostalim alumni članom? Vem, težko vprašanje, ampak imamo to. Ja, težko. Mogoče bi predala besedo naprej, ker zdaj ta trenutek, res se nisem na to pripravila, ker me je malo čas nesel in bolniška. Jaz sem pomislil na to, ko sem bil v avtu, recimo zdaj v Izoli imamo Spring Cup, je že 33. zaporedno leto in vidim, koliko bi lahko se to izboljšalo. In mogoče to bi bila lahko ena takšna platforma, ki bi bila vmes, se pravi, ideje, ki pridejo, kako to rešiti, z študenti povezano, ne? Ta informacija, da bi tekla. To mi je prišlo čisto, ker mislim, da tle upgrade tega bi lahko bil izjemen, ki bi tako pomagalo ekonomiji, turizmu in vsemu skupaj, ampak nikakor nismo dobili nekega linka, kako bi mi to izboljšali, ker enostavno nimamo znanja v temu. Ker je toliko področji skupaj, ni samo športni dogodek, je ogromno logistike, je turizem povezan, je ekonomija, gostinstvo, ogromno tega, ki nismo nikoli uspeli tako povezati, ker nismo imeli pač iz različnih sfer, bi mogli vsake ljudi dobiti in dati idejo, lejte, kako to zdaj izboljšati, recimo. To mi je prišla ena takšna ideja. In to bi bila prilika, moje, za diskurs. Ja, ena od stvari, kot sem že prej omenil, tole mreženje pa dejansko, če bi bili delodajalci, ki bi bili pripravljeni ponuditi potem službo glede na to. Zdaj, konkretno v mojem primeru, v našem primeru, se je zgodilo že, da smo dobili tako prijave, recimo, pa je prišel nekdo iz Famnita, pa recimo vemo, kaj je počel, da je bil na tem in tem programu, pa so zelo, zelo kvalitetni ljudje, ki se na tak način pojavijo. Recimo vem tudi, da Famnit dostikrat matematiki še posebej uvažajo iz tujine, pa ta kader potem ostane v Sloveniji in ga je zelo težko najti, če ni kanalov. Mislim, mi lahko, če damo ven prošnjo, se nam prijavijo, mislim, oglas za kakšno delo se nam prijavijo vsi, ne. Pa imamo pa tam dela kar neki, pa tisti, ki jih hočemo, pa se ne prijavijo, ne. Tako da je pa tudi to, ne, pri tem smo dokaj mlada univerza in mogoče še veliko ljudi, ki bi sicer ta podjetje ustanovilo, ki bi lahko ponujala možnost kot zaposlitev, ki bi bili del tudi tega druženja in tako naprej, jih mogoče še ni, ampak mislim, da bo jih pa vedno več počasi nastajalo, ne, z leti. Tako da ja, kar se tega čisto praktičnega vidika tiče mogoče. Ja, tudi jaz sem zdaj mogla poiskati odgovor med temi tudi vašimi že odgovori. Kako bi jaz videla povezavo? Ja, ravno s tem, z ustvarjanjem novih kanalov in sicer v tem smislu, da mogoče se tudi teorija prične učiti od prakse. Praksa se spreminja, iz dneva v dan se spreminja, zdi se mi pomembno, da se skladno s tem spreminja tudi teorija. In to se bo dogajalo, to se bo začelo goditi, ko se bomo začeli pogovarjati, ko bomo začeli izmenjevati svoja mnenja in predvsem svoje izkušnje, niti ne mnenja, temveč izkušnje.
mogoče na načine nekih gostujočih predavanj, seveda, da ti veliko pomeni, če ti na fakulteti predava nekdo, za katerega veš, da je točno na tem področju delal, da ima konkretne primere, konkretne izkušnje in ti lahko, oziroma kar ti govori iz prve roke. No. Zdi se mi, da bi to tudi bodočim študentom oziroma študentom veliko pomenilo, veliko dalo in na ta način bi se tvoril nek krog, ki bi bil po mojem za ta alumni smiselen, oziroma na podlagi tega kroga bi se potem dalo iztisniti, kar se iztisniti da, v tem smislu. Absolutno konkretna srečanja z nekim ciljem, z nekim namenom pridobitve nekih odgovorov, glede na področje. Zdaj, ko razmišljam v odgovoru, mi skače ven ta učitelj tukaj, zaradi tega, ker jaz zmeraj rečem študentom, ko greste, pridite nazaj, pokličite nas kaj, zato ker tako kot si rekla, praksa, zaključijo študij, odidejo, pol želijo mogoče kakšne spremembe, želijo kaj narediti, se ne znajdejo in ne pomislijo, da lahko pridejo nazaj na univerzo, se podružijo z študenti, pa ne samo to, da se mrežijo študenti, ampak poiščejo tudi svoje učitelje in mogoče skupaj nekaj naredimo ali jim pomagamo. Tega je premalo. Jaz vidim tam zadaj študentke magistrskega študija, jaz jim zmeraj rečem, ne stojte oditi, pridite nazaj, poiščite nas, zato ker glih v tem je ta lepota. Da skupaj potem, ker mi smo tukaj osamljeni, saj jaz govorim za področje zdravstva, ne morem raziskovati zdravstva, ker pač nisem direktno v klinični praksi, imamo pa po drugi strani študente, ki bi toliko naredili, pa se mogoče na začetku čisto ne znajdejo. In potem vmes ni nič. In bi ta druženja, saj nas je toliko fakultet, vsaka ima neke svoje specifike, saj iz področja zdravstva bi tu videla velik benefit. Bi se verjetno tudi na področju zdravstvene nege kaj spreminjalo. Ampak morajo prideti, morajo ostati tukaj, med nami, nas morajo poiskati, se moramo družiti. Tako. Ja, jaz poskušam razmišljati krovno univerzitetno in razmišljam, kaj je bila neka taka tema, ki bi vse nas povezvala in si mislim, da nam je naprimer GDPR vsem naredil preglavic in v zdravstvu in v marketingu na vseh področjih, tako da ko razmišljam, zakaj bi se ljudje vključili v univerzo oziroma zakaj bi postali člani alumni kluba, če bojo imeli neki interes oziroma bojo z dogodkom na univerzi dosegali nek svoj poslovni razvoj, recimo, da je to delavnica GDPR, in ko enkrat imaš ogromno članov alumnov, seveda ti alumni so zaposleni v podjetjih in vemo, da ne glede na to, da je razpis, da moraš imeti neke kompetence in da moraš poslati CV, na koncu se razgovor za službo konča z razgovorom v živo, pa je lahko to po Zoomu ali pa v živo in na koncu je to vseeno pač osebni stik, in se mi zdi ravno zato, ko enkrat že imamo ogromno članov alumnijev, ki so zaposlovalci, se skozi ta mreženja seveda zgodi ogromno poslovnih poti, poslovnega razvoja in kolektivno se tudi marsikaj da spremeniti, tudi družbene razmere, probleme, če gremo krovno Slovenijo in tako naprej. Tako da to. Mi se soočamo konkretno recimo na turističnem združenju, pa tudi drugi delodajalci, recimo neki izolski deležniki, s tem, da ne najdejo kadra. Ne? Kako najti pravi kader? Moče tudi delodajalcem pomagati, kje iskati kader, ker nažalost oglas na M-servisu recimo ni dovolj. Mi imamo veliko srečo, da zelo lepo sodelujemo tudi s Fakulteto za humanistične študije in od tam povlečemo marsikateri zaklad, ki se lahko pol razvija tudi naprej. Ne. Mogoče v tej smeri tudi. Super, hvala lepa vsem. Mislim, da smo odprli kar nekaj novih izzivov. Zahvaljujem se vam za iskriva mnenja, za vse vaše dragocene izkušnje in predlagam, da naše srečanje še nadaljujemo danes in tudi v prihodnje. Tako, hvala tudi vam, cenjeni obiskovalci, za prisotnost tu in dragi gledalci, ki nas spremljate preko spleta.
Kot je Janja rekla, naše druženje se zares še ne zaključuje, saj sledi razvajanje v obliki glasbe. Zaigral nam bo godalni kvartet Prima, zasedba 4 mladih glasbenikov, delujočih pod okriljem glasbenega društva Nova. Kot pravi latinski pregovor, današnjega dneva ne moremo zadržati, lahko pa ga izkoristimo in nadaljujemo v tem dobrem omizju in ga seveda razširimo skozi in v vse vas. Tako, dober tek, sledi nekaj dobrega v glasbi in v hrani. Srečno! Srečno! Thank you.